Kdo bo vodja te pogajalske skupine? Pristojnost sestave seveda pripušča izvršni odbor meni, notri pa bodo člani izvršnega odbora in pa posamezni vodji programskih odborov, ki so bistveno sodelovali pri pripravi programa. Kaj vi boste šefica pogajalske skupine? No, gotovo bom seveda zajetni del te odgovornosti prevzela sama. Ste morda sprejeli tudi kakšno stališče, katera od strank bi bila najbolj primerna za volitev koalicije? Izvršni odbor je seznanjen s tem, da se vodijo pogovori z obema strankama in v LDS smo odprti. Na načelni ravni nimamo zadržkov do pogovora z nobeno od teh strank. Se pa izvršni odbor ni izrekal o tem, kdo bi bil bližji oziroma koga bi imeli raje, zato ker enostavno odpiramo vrata odprta za oboje. To me zanima, to razmerje, pred volitvami smo imeli to pač to trojček, koalicijo, neformalno, zdaj pač ta trojček rabi še par glasov za koalicijo, ki bo lahko vladala. Ja, gotovo rabimo še enega partnerja. Zdaj, Desus pravi, mi hočemo eno mesto več ali pa eno ministrstvo več kot najmanjše v koaliciji. Zdaj, za LDS bi rekli, da je član kluba. Pred volitvami še danes je član kluba zagovarjanja. Desus pa tu prihaja kot zunanji član. Zdaj, kako vi zdaj razumete svojo vlogo tukaj notri? Kakšno to razmerje se bo kot koalicija z zunanjim članom pogajala? Ali želite tu pač neko privilegirano vlogo ali ne? Kako razumete to situacijo? No, LDS je bil eden od pobudnikov in tudi generator dela levo-sredinskega trojčka. Zadnjega pol leta smo opozarjali na pomembno sodelovanje in smo v tej naši poziciji vztrajali vse do konca. Menimo, da naša pozicija oziroma pozicija strank, ki so bile zunaj levo-sredinskega trojčka, ne more biti enaka v izhodiščih. Iz razloga, ker so se SD zares in LDS odločili, da mora priti do spremembe oblasti, da smo bili dosledni pri naši kritiki vse do konca. Kolegi tako iz Desusa kot tudi iz SLS pa so do konca, do volitev vztrajali v vladni koaliciji in s tem tudi podpirali to oblast. Naša glavna teza levo-sredinskega trojčka pa je bila, da je treba to oblast zamenjati, da je delala slabo in v tej kritiki smo bili dosledni, zato jaz menim, da poziciji vendarle ne gre načiti in da je iz tega vidika potreben razmislek tudi pri nadaljnih sestavah koalicije. Ste morda oblikovali pričakovanja, zahteve, kakokoli, o vaši vlogi v prihodnji vladi oziroma koaliciji, katere resorje bi želeli pokriti? Mi smo že večkrat poudarili, da naši pogovori ne grejo v smeri delitve mest, ministrskih ali pa katerikoli drugih. Naša glavna prioriteta in naslednji korak, koliko ne pride do kakršnikoli sprememb, je, da se dogovorimo o vsebinskih prioritetah, o tem, kateri deli posameznih programov so za stranke tako pomembni, da mimo njih ne morejo. Torej, katera so tista področja, za katere stranke menijo, da so nujne za sodelovanje v tej koaliciji. Jaz pričakujem najprej te pogovore, na podlagi tega pa verjamem, da se bomo držali svoje obljube, da bomo dali za posamezna področja kompetentne ljudi, ki bodo znali voditi ta področja. Morda še bilo resorja, ki jih pričakujete? O teh zadevah se še ne pogovarjam. Namreč znotraj stranke se verjetno pogovarjate. Verjamem, da se še z gospodom Pahorjem in gospodom Golobičem o tem ne pogovarjate, ampak znotraj stranke pa neka debata tudi o tem mora teči. Na izvršnem odboru danes se nismo pogovarjali niti o področjih, za katera LDS meni, da bi jih bila upravičena ali pa primerna voditi, niti se nismo pogovarjali o kakršnihkoli številčnih razdelitvah. Enostavno v tej fazi je to prezgodaj. Mi pričakujemo, da bomo imeli kompetentne pogovore, da se bomo kompetentno dogovorili o vsebinah, ki so pomembne za posamezne stranke, da bomo tam našli soglasje in da bo šele naslednja faza iskanje kompetentnih ljudi za posamezna področja. Enostavno v tej fazi niti o številkah, niti o področjih ni govora. Ampak, če sem vas prej razumel pravilno, pa ne boste dovolili, da Desus postavlja pogoje, da bo imel en resor več od vas?
Opozarjam na to, da tisti, ki so sestavljali levo-sredinski trojček, nimajo enake pozicije kot tisti, ki so vztrajali v vladi do konca in branili tudi politiko, kot jo je volila ta oblast. To seveda niso ista izhodišča. Jasno pa je, da bo o tem ocene podajal presojal pač tisti, ki bo sestavljal vlado, torej nov mandatar. Ker Pahor je že napovedal, da bo on sestavil koalicijo, da bo on to vodil, pač to vsega, ne, predsednika dobi mandat. Na posluh Pahor za to vaše stališče, ne, da pač ta trojček vseeno na neko drugo pozicijo od ostalih, ki so pač zunaj. Stališče verjetno že predstavljali. Naše sodelovanje je bilo do zdaj korektno, zelo korektno, zelo enakopravno in jaz pričakujem, da se bomo na tak način lahko pogovarjali tudi naprej. Jasno pa je, da bo tisti, ki bo imel največjo besedo pri sestavi, prav mandatar. To pa je to običajna zadeva pri teh zadevah. In katere dele programa Strankinga naj bi nikakor pustili izven koalicijske pogodbe? No, gre za področja, ki smo jih že v volilni kampanji izpostavljali kot vsebinsko za nas najbolj pomembna. To je, da zopet povrnemo vero ljudi, zaupanje ljudi v sodstvo, ker je to pogoj za enakost pred zakonom in za pravno državo, da dvignemo ceno v znanju, da ga zopet postavimo kot vrednoto, da poskrbimo, da bo zdravstveni sistem res učinkovit in da bo služil tisti svoji osnovni nalogi, da je dostopen in da je kvaliteten, da povečamo učinkovitost gospodarskega sistema, da dosežemo konsens o načinu umika države in politike iz gospodarstva in pa seveda tudi konsens o čimprejšnjem umiku politike iz medijev. To so bile prioritete, ki smo jih izpostavljali že celo volilno kampanjo in vztrajamo na njih še danes. Kako si pa predstavljate umik politike iz medijev? Za spremembo zakona o RTV, tako da se ukine pač zastopništvo političnih strank, da se organizira pač način izbira predstavnikov v raznih organih RTV na način, da bo znotraj res spet imela svojo vlogo civilna družba, ne pa samo politika. In to, da želimo spremeniti zakon o RTV-ju, govorimo že ne samo o volilni kampanji, ampak smo že ob drugi obletnici zakona referenduma o teh zakonih tudi že povedali. Kdaj se naslednji sestavni trojček? Vsi trije smo se zavedali, da so naši prvi pogovori neformalni, da je treba počakati na dokončne rezultate in računam, da v naslednjih dneh, ko bo ta slika zdaj dokončno znana, kje smo, kako stojimo z odstotki, doživela naslednjo fazo novega sestanka. Ampak tega novega datuma še nismo dogovorili. Imate že kakšne podatke, da je lahko se zgodi, da LDS ne bo zadnja stranka? Da prehiti SLS celo? Vse je še odprto, te letošnje volitve so res zelo na tenko, ampak ne, teh informacij še ne. Bodo nekje zelo pozno zvečer, so nas opustili.